V imenu Allaha, tistega, ki pozna nevidno in razodeva z modrostjo. To niso besede zgolj o začetku, temveč o spominu stvarstva na svojo prvo luč. To je razmišljanje iz Al-Hafla Šarifa, preneseno po Al-Mufadalu o svetlobi, ki uči, in o tišini, ki razume. Rečeno je, da je Allah ustvaril 7 nebes in v vsakem nebu raj. In v vsakem raju je odprl izvir, imenovan Salsabila, izvir, ki ne gasi ležeje, temveč prebuja pomen. Iz teh izvirov je steklo bivanje, ne kot naključje, temveč kot odgovor. Vsako nebo je objelo svoje prebivalce in postalo njihov dom, ustrezen, prepoznaven, njim pisan na mero. Kajti njihove dela so bila stkana iz znanja, ki jim je bilo dano. Nato je Allah sence in prikazni potopil v izvire svetlobe in iz tega dotika se je porodila luč in luč je našla telo. Imenovani so bili sence, ker so počivali v senci njegove svetlobe. Imenovani so bili prikazni, ker so bili bistvo brez teže, odmev izvora. Imenovani so bili duhovi, ker so našli mir v spoznanju Allaha. In raj je bil imenovan raj, ker je bil povzdignjen z njihovimi dejanji, kot dih, ki se vrača k svojemu začetku. 7 dni je bilo ustvarjenih, vsak dan za eno nebo. In vsakemu nebu je bila dana lastna pesem hvale, lasten način slavljanja. Vsakemu nebu so bila odprta vrata in tančice so postale glasniki, tihe priče med gospodarjem in njegovim stvarstvom. Allah je slavil sebe in oni so se naučili slave. Povečeval je sebe in njihovi glasovi so sledili, razveselil je sebe in radost je našla pot v njih. To ni bila kazen, temveč disciplina srca, da bi bil dokaz izpolnjen in razumevanje zrelo. Duhovi so bili ustvarjeni kot telesa iz svetlobe. Vsaka svetloba je imela svoje meje, svojo mero, svoj ritem. Ko se svetlobno telo dvigne, se je obleče obliko, ki jo prepozna kot svojo, in tančica svetlobe ga nežno prekrije. Ko pa se Allah razodene nebu, obleče tančico tega neba, svetlobo, ki ni podobna ustvarjenemu, a je razumljiva tistim, ki gledajo. To razodetje ni podobnost, temveč milost. Allah se pokaže stvarstvu le toliko, da je razum mogoč, kajti nihče ne razume tistega, kar nima oblike v njihovem svetu. Kot je rečeno, pečat Allahove narave, in kdo vtisne lepši pečat kot Allah, in njega častimo. Razumevanje je most, razpet med neizrekljivim in ustvarjenim. In ko so spoznali svoj izvor, svoje telo, svojo luč, jim je bilo govorjeno o temnih telesih in o nastanku hudobnih duhov. Kajti luč je zadeta pred temo, znanje pred preizkušnjo, to ni le pripoved o začetku časa, temveč povabilo k spominu. Kajti mir ne prebiva v obliki, niti v imenu, temveč v spoznanju Allaha. Alhamdulillahi rabbil alamin.